Danes nas je počastila s svojim obiskom posebna gostja, da nam preda nekaj svojih misli. Zagotovo jo poznate kot priznano novinarko, pisateljico, publicistko in vsestransko čudovito žensko. Trenutno pa lahko na prodajnih mestih najdete skupaj z revijo Sensa april-maj tudi njeno zbirko mistične poezije Iz neba do dna. Tukaj je seveda Manca Košir. Dober dan. Sem prav vesela, da sem z vami, ker je Sensa ena mojih najljubših revij. Hvala. Odkar izhajajo, redno berem in res je to revija za dušo in srce. Hvala, Manca. Naj vas najprej vprašam, kako ste trenutno, kako se soočate z izzivi, ki vam jih življenje v tem času prinaša? Izzivi so taki in drugačni. Na stara leta so vse tiste drame mladosti za nami, pa pridejo pa bolezni take in drugačne, to so pa novi izzivi in nove duhovne univerze. Omenile sva že vašo zbirko, Iz neba do dna. To so v bistvu vaše srčnice, vi jim pravite. Ja. Nekje 10 let nazaj so se vam začele zapisovati, če se ne motim. Ja, najprej so se zbrale v prvi knjigi, ki je bila tudi priložena reviji Sensa, Iz trebuha in neba, sama pa Iz neba do dna. To se pravi, kar obe smeri sporočajo moj glas in moja videnja reči, ki so zelo pomembne za naše življenje. To je radost bivanja, ljubezen in smrt. In vse je to eno in isto in vse je najbolj pomembno zato, da smo, kar smo. Kaj pa je ta glas, ki vam šepeta te pesmi, ta sporočila in v kakšnem stanju morate biti, da ga slišite? En pogoj je, da je tišina, drugi pogoj je, da imam odprto srce, ker če bi imela v tej tišini polno misli o ne vem kakšnih problemih, pa ta je rekel, pa on je rekel, pa ne vem kaj, ne bi bilo nič. Ko se pa ustvari ena razpoha časa, s katerega ta glas izgovori, lahko je iz mojega nezavednega, lahko je iz vesoljske inteligence, Ahaše, ne vem, odhod je pa glasen in če imam pri roki svinčnik in papir in si takoj zapišem, potem je srčnica ujeta. Sicer pa odleti komu drugemu. Omenili ste, da je pogoj tišina, ampak ljudje imamo danes kar tako malo strah pred tišino, kar težko nam je sedeti z vsemi svojimi mislimi in občutki. Če ne drugega, smo od jutra do večera na telefonu, na socialnih omrežjih. Kakšne posledice mislite, da bo imel, oziroma že ima na človeka to, da ne more več sedeti v tišini? To človek, ki ne more več sedeti v tišini, počasi postaja drugačen človek. Mi točno ne vemo, ampak kot sem jaz, ki sem zelo veliko v tišini, gotovo ne več. Ne bom rekla boljši, slabši. Opremljen za ta svet, ki pa po moje propada, ker svet ni samo materija, niso samo stvari kot telefoni in ekrani in vse to. Življenje je še neko trepetanje nevidnega in to se lahko ujame samo v tišini, samoti in z veliko sposobnostjo fokusiranja, osredotočenja na nekaj, na misel, na tukaj in zdaj. Če ne smo pa razpršeni, ta mlada generacija, ki je vizualna, ker je nenehno pred ekrani, je razpršena na 100 koncev in nima središča, ne v očeh
ne v telesu in ne v srcu. Ampak vi ste bojda že kot otrok imeli neke sposobnosti, jasnovidnosti, koliko ste bili takrat stari, kako je to okolica sprejela, da ste videli, vedeli tudi več. Jaz sem kot majhna punčka, je moja mama rekla, da do 4. leta v glavnem sploh nisem govorila. Sem pa zelo dobro opazovala in še zdaj me to najbolj zabava. Zato meni ne more biti dolg čas pri zdravniku ali pa v banki ali pa na pošti, kjer so vrste. Jaz opazujem in veliko vidim, ne? In vsak, ki dobro opazuje, vidi veliko. Veliko več, ki nekdo sploh ne zna več opazovati. Ampak je usmerjen na cilj, tole bom kupil, tole bom pogledal, tole bom napisal, to so vse cilji. Opazovanje pa nima cilja, ker se odpre kot en neskončen ekran, ki nima konca in se nanj potem pišejo različne podobe, glasovi, pogovori, geste, oblačila, vse, ker en pogled lahko zajame. Ta pogled ima pa še eno lastnost, ki jo je fascinantno opovedal pesnik Miklavž Komelj v svoji zbirki Pred nevidnim. Ta pogled, ki je še pogled od znotraj, vidi pa tudi nevidno. Zazna na nek način, odtot intuicija, sinhronicitete, to je meni nekaj čudovitega. Jaz sem se danes oblekla v modro, seveda, naj bo, ne, da ima knjiga svojo barvo, ker modra je barva neba, noči in tišine. In zagledam urednico Vesno pred vrati in je prišla pozdraviti, kakšne barve je oblečena, v modro in še vi ste modri. Ne, hvala spominčica. Ja, pomlad je. Ja. Vam je ta stik s tem glasom in pisanje pesmi tudi pomagalo v tem obdobju soočanja z boleznijo? Gotovo. Jaz še nisem vedela za diagnozo rak, ampak nezavedna duša in ta glas, ki sporoča, so pa že vedeli. Zato me je glas pripravljal na obdobje, ki prihaja. Zato je zelo veliko srčnic že v prvi zbirki o tišini, samoti, smrti. Ta je pa skoraj večinoma o minevanju in smrti, kamor jaz grem, ne. To seveda, upam, da bom še nekaj časa tukaj, ampak ne vem, koliko časa. In od nekdaj ljubim filozofijo in Platon je rekel, vsa filozofija je priprava na smrt. In na smrt nismo nikoli pripravljeni, ker to je tako velika skrivnost, da pojma nimamo, ne, kaj bo. Ampak pripravljamo se pa lahko, tako da spuščamo stvari, spuščamo identitete, spuščamo vse navezanosti. Zdaj sem se spomnila, jaz sem bila profesorica 25 let. Niti vi niste vedeli. Ko ste me predstavljali, ali ste pa pozabili, kaj šele jaz, a ne? Se sploh ne spomnim. To ni več moja identiteta, ker človek je samo to, česar ne more izgubiti v brodolomu. Mislim, da je tako en izrek modrosti. V brodolomu pa vse izgubimo. Premoženje, življenje, ne pa svoje resnične biti. Bi lahko še malo podelili z nami, kako razumete svojo bolezen, v kakšnem odnosu ste z njo, kaj vas je naučila? Ja, dobre prijateljice. Prvič je bolezen vesela, da jo ne zanikam, da nisem jezna nanjo, da jo ne sprašujem, zakaj pa si doletela ravno mene, ker jaz vem, zakaj pa ne bi mene, mislim. In
Skušam čim bolj pretanjeno prisluhniti, kaj mi sporoča. Ker jaz pravim, da je vsako bolezen, ljubezensko pismo telesa nam, naši duši, da se imamo še kaj za naučiti, kaj spustiti, biti bolj hvaležni, bolj ljubeči, bolj odprti in bolj doma v srcu. Spust. Spuščam se iz glave v srce. Drsim po vertikali, s katero sem prebudena iz neba do dna. Pot je jasna, smer je ista. Vse dobivam in izgubljam hkrati. Vertikala niha kot strune čela, odvisna od teže loha, ki pritiska nanje, a nikoli ne prekine toha. Moj spust je njena daritev, čas uravnava ura 1. Jaz sem bila včasih intelektualka, brala sem itak po dnevi in po noči in pisala veliko, ampak da je bilo obdobje, moje profesorsko obdobje, ko sem večino časa živela iz glave. K sreči me je zelo zanimala, kot sem že povedala, filozofija in etika. In ko sem predlagala, da bi imeli na fakulteti etiko, sem začela zelo študirati to vejo filozofije in ugotovila, da etika ne more biti samo v glavi, ampak da je za etično držo potrebno tudi odprto srce in pokončna hrbtenica. In tako sem se jaz začela počasi seliti v srce, srečo sem imela pa pokončno hrbtenico vidno. Mogoče omeniva, da ljudje prebirajo vaše srčnice tudi v sebi v tolažbo, pa hudo bolnim in umirjajočim, ker govorijo tudi o smrti, vendar na tak način, da se človek smrti ne boji. Ja, to mi je zelo dragoceno, da mi kdo pove, da je bral ali umirajočemu staršu, mami, partnerju, partnerci, ali sami imam v sebi za tolažbo, ker smrt ni nič hudega, ni nič groznega, ni nič strašnega. Ezoteriki pravijo, da je smrt naš največji orgazem. In ljudje se bolj bojijo tega umiranja, da bi bila bolečina neznosna, da so drugim v breme. Ampak to se da vse urediti. Jaz se že zdaj veliko pogovarjam in s hčerama in z vnuki, kako bo potem, ko bom hudo bolna, ko bom umrla. Tudi vsi vejo, moja navodila poznajo. Za pogreb ne more peti Oliver Dragojevič Vero v ljubav, v dobru in zlu. Ker zato gre. Verjeti v ljubezen, če je sam super pa krasno, ni težko. Ampak tudi, kadar je hudo, kadar boli. In jaz recimo nisem jemala protibolečinskih tablet po operacijah, zato ker sem šla na hipnozo medicinsko, ki me je spustila izjemna terapevtka globoko na dno oceana, kjer je taka barva, temno modra. In jaz sem tam na dnu sedela in bila tako srečna. In tako me nič ni bolelo. In tako polna ljubezni. In ne znam kar samo sebe malo hipnotizirati. Če me hoče kaj boleti, takoj pomislim na to dno oceana, na ta mir, na to tišino in na to brezžalno ljubezen. In potem se spomnim
na ljudi, na lepoto, na lepe dogodke, na srečanja, na knjige. Ja, tudi na vas se bom najbolj spomnila. Ker se rada tako pogovarjam, ne. To so mi zelo dragoceni pogovori. Pa vendar me zanima, a potem ni nobenega delčka vas, ki ga je strah Gotovo je, smrti? poslušaj. Če bi pa to trdila, da me ne bo strah, bi bila pa ena velika domišljavka. Jaz zdajle, ko še ni čisto sluhi, ne, mama smrt, zdajle me ni strah, ampak ko bom pa začutila, da je zelo blizu, ne, da že diha vame in steguje roke, pa ne vem, kako bo z mano. Samo upam, da bom lepo umrla. Zakaj? Ko sem jaz bila dolga leta prostovoljka v hospicu in še zdaj pomagam nekaterim hudo bolnim po telefonu in žalujočim, sem videla ljudi, ki so znali lepo umreti. In tako bi jaz rada umrla. In pri nas je bilo eno tako opažanje, kako človek živi, tako tudi umre. Jaz pa lepo živim. Sem dobrega srca. Nobeno nočem nič hudega. Nikoli nisem bila zavistna, kje pa? Jaz občudujem, obožujem, poslušam vsak dan, napišem vsaj, ne vem, 5 mailov, bravo, hura, čestitam. Dostikrat pišem tudi pisma na roko, vsak teden. In jih pošljem ljubim ljudem ali pa kar neznanim. Spoštovani, brala sem z vami intervju, tam pa tam, bila sem očarana, želim vam vse lepo in tako. Ampak nihče nas ni učil, kako se spopadati potem s tem, ko ti nekdo od bližnjih umira. Tudi ne vemo veliko o procesu žalovanja, kako iti skozi, da... Žal imate prav. Ne samo to, edino, kar zdaj uči teren tega časa je, kako se tega znebiti. Čim prej v bolnico, evtanazija, vse, kar govori, niti treba prenašati bolečine. Zakaj nam ni treba prenašati bolečine? To je del življenja. Če pa prehudo, pa vem, da imamo imenitno paliativno oskrbo, ki ublaži bolečino, absolutno ublaži. So injekcije, so pumpice, da si sam reguliraš, so ta lepila protibolečinska. Veliko je danes pripomočkov, je konoplja, ne, odlična protibolečina. Tako da mi bi morali to učiti, naj se ne bojimo tako zelo bolečine. Tako smo razvajeni na to obdobje tukaj v zahodni družbi. Bilo prav dobro, da bi šli malo pogledati, kako živijo ljudje drugje, pa da bi videli. Lahko gremo kar kakšnim delavcem v Slovenijo, ki so jih zaprli v tiste kletke in delajo 12-14 ur na dan. Pa tudi bolečina ta, ki jo pa čuti ta, ne, ki je izgubil nekoga bližnjega, tudi ta ni zaželjena. Jaz slišim velikrat, da že po enem tednu žalovanja ti dajo antidepresive in pomirjevala. Ne govorite. Ta bolečina šele ima pravico biti in čakati, da se v celoti objame, v celoti sprejme, v celoti zaživi z njo. Ta bolečina ne bo nikoli umrla. Lahko pa se potolaži, tako da mi naprej kakovostno živimo in če je milostna in z mano je, lahko komuniciramo s pokojnimi. Jaz se veliko pogovarjam. In z Marčitom, mojim duhovnim sopotnikom, ki je umrl leta 1990. In z mojo mamo, in z očetom, in z bratom.
in z dobro prijateljico in z drugo dobro prijateljico. Lahko je umrla dve. Ena je takole popisala v darovih minevanja, to je knjiga pisem, v njih Jasna Stošič, ki je že pokojna, piše o spoznanjih pred smrtjo, zelo lepo, zelo milo in nežno pričakuje ta odhod. Tako da tudi ta knjiga pomaga mnogim in je ponatisnjena. Ona mi je dala eno rožo, ki cveti poleti in pozimi in ljudje ne morejo verjeti. Druga prijateljica, ki je umrla lansko leto, mi je prinesla eno praprot, boga mala praprot, nikakršna je bila. Je rekla, ne vem, če bo tole kaj zrasli. Po enem letu je aha, jaz se vsak jutro objamem, ima ime po njej, Nataša, ona druga je Jasna in vsako jutro pije z mano kavo. Jaz ko pijem kavo, na koncu dam usedlino Nataši in je presrečna ta praprot. Vse slišijo rože, čutijo in če kam grem za en teden, pa pridem domov, sta obe zelo žalostni. Pa rečem, že pri vratih tišim, saj sem tukaj, že grem. Mogoče bi glih na to temo prebrala vašo pesem Kino, če No, dovolite. izvolite, prosim, taj tudi meni zelo hvala. Že dolgo ne hodim sama. Ob meni so mrtvi, tudi poveč nas je v gozdu ali na cesti. Veliko si imamo povedati. Kot bi sedeli v kinu in komentirali film. Mama, oče, brat, prijatelji srca so vidni v nevidnem. Včasih bolj živi, kot so bili. Pravzaprav smo vsi gledalci v kinu, ki vrti življenja naša. Zakaj bi bili v njem samo živi ali samo pokojni? Svet pač ni razdeljen, od prazačetka je en. Mi se pretakamo v njem kot tekočina v veznih posodah. Za veliko oko je vse gibanje, prerajanje, minevanje. Le njegova luč je večna, edina, ki prižiga in ugaša kino za naše oči. Hvala. Čeprav razumem, vam uspe uspešno povezovati dva svetova. Ja, zame nista dva, ne. Zame je to eno vesolje, brezgrajno, neskončno, večno. In v duhu so te pokojni z menoj in so živi tudi zato, ker imam veliko obredov z njimi. Moja mama je ob nedeljah zelo rada poslušala oddajo, se ne vem, a se še to reče, želje poslušalcev, ne. In pol je kaj zapela zraven in ko mi čakala, da sem jaz kuhala kosilo in je oboževala kremne juhe. In pol je umrla, je bila dementna, 10 let sva bili sami. Tako da je bilo kar naporno, zadnja leta zelo. In pol je umrla, sem rekla, nobene kremne juhe več ne bom skuhala. Ker sem bila naveličana, to je čisto človeško. Ja, zdaj pa drugačnih sploh jesti ne morem. Torej, za rečenega kruha se pa res ne ješ. In pol jaz skuham tako kosilo, kremno juho, ki bi jo imela rada moja mama, in reče, mama Lušica, evo, in pol bo še kaj zapeli, pa še zapojeva. Včasih, ne, je imela rada te Beneške, ona je Primorka, Rdeči cvet, ljubezen je raznev. In ko potem imam veliko oltarjev, v vsakem prostoru enega ali pa dva ali pa 3. Enega za pokojnega brata, enega za mamo in očeta, enega za Jasno. In pol pa še kakšne manjše naredim. In tam se jaz ustavim in se v duhu poklonim spominu in se vedno globoko zahvaljujem. To je moja glavna molitev, veste, hvaležnost. Res sem hvaležna. Vsak večer se vležem, Božec moj ljubi, jaz sem
še preživela ta dan. Super je bilo, živa, zdrava, vesela. Hvala ti. Pa kar začnem. Cel dan ponovim, kaj se mi je bistvenega zgodilo. Hvala za pogovor na senci, hvala za rože božanske, hvala. Še pride, hvala do večera. Potem pa prosim za prijatelje. Harli Vržan, prosim, da bi imel malo več miru pa časa zase. Ljuba moja Gabi, zate prosim, naj ti bo še naprej dobro. In to imam cel spisek, pa otroci, pa vnuki, jutri se poroči moja vnukinja, starejša Taja. To se pripravljamo na ta dogodek. Joj. Molim za njo in za njenega čudovitega bodočega moža. Kako pa si predstavljate oziroma kako občutite življenje po smrti? Lejte, čim manj si predstavljam. Občutam pa nič. Vem pa samo to, jaz sem diplomirana učiteljica matematike in fizike. Energija ne gre nikoli v nič. A smo mi energija? Smo. V nič bo šlo to telo, to pa gre v nič, ne. V nič bo šla naša osebnost, manj se hočer po smrti zahodov, malo več in tudi nobene škode za to. Ampak zavest, to, kar je naše bistvo, to, kar mi zares smo, zavest je pa večna. In torej sem tudi jaz večna. V enih srčnicah sem opazila, da tudi imate spomine žive na kakšna prejšnja življenja. Ja, to se mi včasih dozdeva, kada sem jaz to v državi, ne, že nekje videla, živela, doživela, ne hodim pa jaz na te retrite pa te reči, ker sem preveč radovedna. Kaj bo z menoj? Jaz ne maram teh prerokovanj, vedeževanj, pogovarjam s pokojniki, dajmo jim mir, če bodo že sami prišli nekaj povedati. In pridejo, ne, v sanjah, v teh znamenjih, recimo moj prijatelj Marjan je v podobi metulja in enkrat sem bila tako žalostna, en decembrski dan, ne vem že zakaj. In pogledam, ne boste verjeli, decembra, metulj v mojem stanovanju, živ metulj decembra. So bila še kakšna znamenja, taka posebna? Veliko znamen. Ta znamenja so tudi te razne sinhronicitete. Recimo, pred kratkim sem jaz eni ljubi osebi priporočala metodo postavitev družine. Oseba meni piše SMS, kako pa misliš, da sem se znebila svojih prednikov, prav tako, da sem šla na postavitev družine, Pa jaz razmišljam, z mamo sem se vse zmenila, že ko je bila živa, sem ji vse povedala, z očetom sva se veliko pogovarjala, mislim, da ni nobenega trna. Z enim bratom pokojnim, ki je padel v prepad na Veliki planini, sem se imela veliko za zmeniti, zato je on prihajal k meni v sanje in psihoanalitik Janko Bohak mi je pomagal, da sem razumela, sprejela, spustila. Sem rekla, kaj pa jaz še nimam mogoče urejen. In sem se spomnila na svojo staro mamo, s katero sem jaz kot majhen otrok bila v isti sobi. Ona je bila žleht, je rekla, spet mi je Luša hranila žolčce, moja mama. Spet je to naredila. Jaz pa nisem vedela, da je bila ona dementna. Saj nič nisem vedela o tem. Jaz sem bila samo jezna na njo. Zakaj tako žleht do moje mame?
ki se tako trudi z njo. In potem je stara mama umrla in sem se jaz trudila naprej z mamo in sem vzpostavila ta nezdrav vzorc o sreči druge. Jih ne moreš, če se nočijo sami. No, ampak s tem vzorcem se tudi veliko ukvarjam. Mislim, da sem že na konju. In poglejte, dobim od sodišča poziv, napisan isti dan, ko se jaz s tem pogovarjam, naslednji dan dobim po pošti, da je javna razprava o zapuščini moje stare mame, ki je umrla 1974. In jaz sem eden od dedičev in pol, jaz imam dobro intuicijo. Sem rekla, moja stara mama seveda ni mene zapustila, pa sem se spomnila, da so imeli pri njih na Vipavskem veliko njiv in da so gotovo eni sorodniki prodali še kakšne njive in mi je zdaj mogoče dobila 10 ali 20 evrov deljenja od teh njiv. Ampak oglasila se je moja stara mama. Nisem saj videla, kdaj je umrla, ker nisem vedela. Tudi nisem vedela, da je imela 2 imeni, nikoli mi ni noben povedal, da je ona Pavla Frančiška. Sveti Frančišek je pa moj najljubši svetnik. Ergo, vse je povezano, vse je prepleteno. Zato nismo mi nikoli sami. Nikoli. Vi ste se rodili nekaj let po koncu druge svetovne vojne. Leta 1948, ja. Kakšne spomine imate svoje otroštvo? Ste imeli ta občutek bližine vojne, ki je... Ne. Ja, dobro, da ste me vprašali. V sanjah sem pa imela. Stalno so Nemci prihajali v moje sanje. Ko ste bili otrok? Ja, in jaz od otrok sem samo sebe skrila v predal. Si mislite od havša. Noč sem zvezala in sem z notranje strani predal zaprla, kar je nemogoče, ampak Nemci me niso našli. Se reče, da sem se zelo bala Nemcev. In sanjala sem o enem ognju, ki so ga te Nemci povzročili. To so bile moraste sanje. In bolj, ko sem bila že starejša, sem vedela, da imajo te moraste sanje eno realno podlago. In sem mama vprašala, če mi ona lahko razloži, zakaj jaz sanjam ta ogenj. In moja mama mi je prvič v življenju povedala, gotovo sem imela že 50 let, da so njeno sestro Nemci zažgali v koncentracijskem taborišču. Zakaj pa mi nič tega prej povedala? Ja, ti nisem hotela, da ne bi ne vem kaj. Sem rekla, ravno to si naredila. Ker mi nisi povedala, sem imela moraste sanje. Zdaj, ko vem, jih pa ne bom imela več. Nikoli več nisem sanjala nič. Ne o ognju, ne o Nemcih. Ja, to, kar pravijo. Govoriti je treba. Tako. Ker se je zdaj že dokazano, da te medgeneracijske travme se dedujejo naprej in tudi, če ne govoriš, jih čutiš v telesu. Ja, zato pa je postavitev družine tako dobra metoda. In treba je govoriti, treba je povedati svojim otrokom in vnukom zgodbe prednikov, zlasti težke reči. Kako umori, uboji, vojne, tole, ne? Tako je, ker sicer se ti sam dogaja, pa nimaš to s čim povezati. Ja. In misliš, da si ti normalen. Ja. Zdaj, svet se je pa od takrat do danes seveda zelo spremenil. Nič se ni spremenil. Ne? Ne. Ljudje so še vedno pohlepni, pohodni, zanima jih moč ne biti in ljubiti. In vse civilizacije do zdaj, ki so na tem temeljile, na pohlepu, nadzoru moči, so propadle in tudi tabo. Se pravi, ste pesimistični? Ne, jaz sem zelo optimistična. Okay. Ker civilizacije so propadle, ljudje pa ne. Ostali so tisti, ki so bili drugačni. In mi imamo izjemen privilegij, da živimo zdaj, kjer lahko z lastnimi očmi gledamo,
kako propada ta pogoltni neoliberalistični kapitalizem, vrag ga jemlje in ta zmaj, ki mu sekamo glavo, še z repom miga in dela strašno škodo, ampak to propada. Na drugi strani se pa rojeva čudovit svet. Eni pravijo zlata doba. In gledati in delovati, a ne, v tem duhu je pa nekaj prelepega. In jaz po svojih močeh lete, tele hlače niso lepe. Ta ponovar to je second handa, ker se jaz večinoma tam oblačam. In sam ob največjih življenjskih dogodkih si kupam kako dražjo stvar. Drugače sem pa presrečna, če kupam second handu na tržnici ali to za majhen denar in nobene stvari ne dam stran. Nič še nisem stran vrgla. Ali dam sosedom, ali dam vnukom, ali dam prijateljci, vse kroži. In moja hči, Vladeja Fošer Godina, je ena najbolj znanih strokovnjakinj in govornic na svetu o krožnem gospodarstvu. Toplo priporočam za intervju v Sensi. Hvala. A ste hvaležni, da ste se rodili v Sloveniji? Zelo. Zelo. Jaz sem časa razmišljala, zakaj se jaz nisem hotela učiti angleščino, ker v 8-letki smo imeli možnost iti na novo gimnazijo, kjer so učili in angleščino in nemščino in jaz sem ostala pri nemščini. Jaz sem rekla, ne vem zakaj, ne glasno, da se angleščino ne bom učila. Ker se mi je vcepala, ker sem se jo morala potem priučiti, ne. Ampak še danes mi ni žal. Ko sem šla v Ameriko pogledati študij novinarstva, Marija, sem rekla, to je pa, a je to kakšna znanost, da imajo učbenike, kjer piše, da si mora novinar pred intervjujem umiti zobe. In sem šla študirati v Nemčijo, kjer pa je bilo, pa filozofe, pa lingviste, pa sociolingviste, to sem se nagarala. Hvala Bogu, ne izbiram lažjih poti, ker samo na težki se nekaj naučiš, a ne. In zato, ker sem ostala zvesta Evropi in slovenščini, v kateri se edini lahko izražam, nisem šla ne v Ameriko, so me vabili pa moški, ki je bil zelo vztrajen, je bil tam profesor, nisem šla ne v Nemčijo živeti, ker je drugi moški profesor bil zelo vztrajen, da me bo odpeljal. Jaz sem tukaj v Sloveniji doma. In poglejte, moj zet od jutri naprej je Anglež. Iz dobre aristokratske družine, ki je živel ob Lahodi Homa v Italiji, čudovito stanovanje, predtem je živel v Švici, potem je pa prišel na obisk v Nuhini in se je zaljubil v Slovenijo. In jaz sem se že veselila, da bom šla Lahodi Homa malo na počitnice, ko se on odločil, da bo tle živel. Ker je rekel, ko so prišli njegovi prijatelji iz celega sveta, sem pogledala čudež Slovenije s kolesi in so prekolesarili Slovenijo po dolgem in počez. So rekli, to je najlepša dežela na svetu. Vse imate. Zdrav zrak, zdravo vodo, posod lahko s pipe pijete, odlično hrano, ne garate honori, narava prekrasna, tlele čez Tivoli prideš, ne, greš na Rožnik, 1, 2, 3. In zdaj so prišli njegovi starši in gledajo, ja, tle pa tako lepo, kaj pa če bi mi so kupili tukaj eno stanovance? Slovenija je res najlepša dežela na svetu. Ma zlato avro, pravijo te, ki merijo. Kaj pa mogoče pogrešate pri Slovencih? Kaj bi si želeli, da bi bilo drugače?
vse je dobro in slabo hkrati. In če zavržem slabo, ne bom zavrla tudi dobro. Zato se jaz ponavadi odločam takole, da se slabim ne bom ukvarjala, ampak se bom z dobrim. In potem gledam, kaj je dobro, in podpiram, kaj je dobro, in slavim, kaj je dobro, in se zahvaljujem za to, kar je dobro. Ker tega kritiziranja, jamranja in vsega tega je več kot dovolj, in to je pa vse neproduktivno. Kaj pa bi imela zdaj medve od tega, če bi jaz le povedala? Saj bi znala marsikaj, ampak to ničemur ne doprinese. To veselje, ta hvaležnost, to, da opozorimo na vse te lepote, ki jih nekateri niti ne vidijo, niti se ne zavedajo. To pa doprinese v odpiranju oči in srca. Kaj je najbolj pomembno spoznanje o odnosih, ki ste se ga skozi življenje naučili? Ojoj. Ja, jaz od mlada, najprej manekenka, pol filmska igralka, pol slavna jugoslovanska novinarka, sem imela vse preveč prostora za svoj ego in premalo za moje otroke. Tudi partnerji so bili meni podobni, ne? Zato pol se ni zgodila srečna zakonska zveza do konca dni, ampak imam vse rada še danes in z vsemi sem prijatelja. In z vsemi se poslišam po telefonu in tudi oni so med seboj prijatelji. Ali ste? Moj bivši mož, moj zadnji partner, oče druge hčere, tako so lučkani, tako se dobro razumejo. Kako je to mogoče? Ker je veliko ljubezni vseh nas, ena forma se lahko pač spremeni v drugo. Moj bivši mož ima zdaj 20 let edino pravo ženo zase. Jaz nisem bila prava za njega, on pa ne zame. No, ampak se imava pa lahko rada še naprej. To ni ovira, a ne? No, da povem zdaj, česa sem se naučila in je doktorat. Še bolj natančno opazovati, čeprav tle sem bila že kar dobra, ampak se še izboljšujem. Predvsem pa bolj natančno poslušati. Ljudje so redko kdaj dobri poslušalci. Sam čakajo iztočnico, da bo sogovornik nekaj povedal, da bodo oni pa lahko na to temo povedali še več. Tako da dostikrat imam občutek, da se dva človeka sploh ne srečata, ampak samo dva monologa. To pa mene ne zanima več. Zato tudi ne hodim na te množične prireditve žurovnih, da nisem mala, tudi sem bila mlada, ne. Pravim, jaz sem za 4 oči, maksimum 6, da lahko nekaj slišim, nekaj dam, nekaj doživim, ker me bo nahranilo. To površno letanje od enega konca do drugega me pa ne zanima več. Se pravi, čim bolj globoki odnosi dajo smisel v življenju, ne? Ja. Imate še kakšno misel, ki bi jo podelili? Mislim, da smo že veliko povedali. Ja, res bom rekla, brez sramu, ne, Slovenci smo dostikrat lažno skromni, ker je čisto brez potrebe. Vesela sem te zbirke srčnic. Hvaležna sem, da je šla v kompletu Senso. Vabim vas, kupcajo Senso in moje srčnice in bomo na ta način povezani. Neverjetno boste videli. Hvala, Manca, za vaš obisk. Jaz vam želim veliko miru, veliko tišine, v kateri boste lahko še naprej ustvarjali, pa tudi nežnega sočutja do sebe. Hvala vam, hvala. Zdaj, danes sva se en govorila tudi nekaj o smrti, ker pač človek, ko se pogovarja z vami, ne more, da ne bi. To pa moja top tema. In tako, ja. Mogoče bi zaključili še z mati smrtjo? Glejte, čudovita je ta mati, ker nas uči, kako živeti. Če se ne zavedamo,
da bomo umrli. Ne znamo ceniti življenja. In zato je vsak pogovor o smrti pogovor o življenju. Viva la vida, je napisala Frida Kahlo v dnevnik nekaj kratkih dni pred smrtjo. Nisem tvoja prijateljica. Tudi sestra smrt nisem, je rekla. Jaz sem tvoja mati. Smrt, moja mati. Kot mati, vedno ima odprto naročje zame. Kot mati, v bližini, nikoli daleč stran. Kot mati, hrani moje dneve z zavedanjem, kako polno živeti, kako dragocen je vsak dih. Ko bom utrujena in si bo telo želelo večnega miru, bo smehljajoča mama smrt odprla vrata. Vstopi, hči moja, bo rekla. Dobrodošla doma. Jaz ne berem teh srčnih, ne. Pa če jih kdo prebere, sem pač pohranjena. Hvala vam, hvala lepa, hvala.